Svoj zaključek je v Veliki Polani dobila zgodba biosfernega območja Mura v UNESCO-vem programu Človek in biosfera. Certifikate so osebno prejeli župani 16 občin, ki so sodelovali v projektu in tako pokazale ter dokazale, da se s sodelovanjem več doseže kot tekmovanjem. Gre za posebno priznanje, saj so se vključili v prvo mednarodno biosferno območje na svetu. Pridobitev je zato pomembna ne le za regijo, temveč tudi širše. Še bolj sem vesel zato, ker se je spet pokazalo, da če v Sloveniji delamo skupaj, lahko dosegamo velike rezultate. V našem primeru danes 16 občin se je združilo, skupaj delalo pri sami prijavi za UNESCO področje. Kaj pomeni za Slovenijo, na eni strani za državo, da ima še dodatno zavarovano območje, ki ga bo zdaj mogla skupaj z lokalno skupnostjo razvijati naprej. Lokalna skupnost pa priložnosti turistične, zaposlitve, kulturne, da to območje uporabi sebi v prid. Ravno zato tudi informacija danes, da spoštujem izvajanje koalicijske zaveze, da se aktivnosti na Muri glede hidroelektrarn ne bojo odvijale naprej. Ravno zato sem predlagal, da se zaustavi postopek državnega prostorskega načrta. Vemo, okoljsko poročilo je negativno in jaz ne vidim trenutno potreb, da se ta postopek razvija naprej. Tako da bo mogel zdaj investitor v naslednjih letih narediti ponovno vajo, pogledati, kako take objekte umestiti v prostor, da bojo recimo okoljsko sprejemljivi. Jaz mislim, da moramo izkoristiti to, da smo dobili tako podporo s strani organizacije kot je UNESCO, da tako področje moramo razvijati in seveda slediti temu, da bomo imeli zeleno Slovenijo tudi v prihodnje. Pa lahko investitor nadaljuje s postopki izgradnje hidroelektrarne. Jaz sem dal predlog za tak sklep v petek v medresorsko usklajevanje. Zdaj bomo verjetno z različnih resorjev dobili pripombe na to gradivo, ki ga bomo mi mogli dopolniti. Meni se zdi, da glede na to, da je okoljsko poročilo negativno, da gremo rajši na tak način naprej, kot pa da bi mogli delati javne razgrnitve Avstrija, Italija, Hrvaška in šele potem ugotoviti za odločbo, da je okoljsko poročilo nesprejemljivo. Jaz mislim, da na tak način skrajšamo birokratske postopke in pa seveda tudi veliko stroškov. Pomisleke glede vključitve v biosferno območje pa so imeli kmetje, ki so jih skrbele morebitne restrikcije povezane s pridobitvijo. Trenutno režim ostaja tak, kot je. Vemo, da v tem območju moramo spoštovati neka pravila igre. Moje mnenje je, če pogledam na širši izziv, tudi Nature 2000, v takih območjih lahko delamo veliko, z predpogojem, da s temi aktivnostmi ne poslabšujemo trenutnega okolja. Kot je bilo danes že povedano, je ta pobuda za zaščiteno območje prišla iz lokalne skupnosti. To pomeni, zelo dobro je, da se je 16 občin združilo. Veste, da občine so tiste, ki v svojih prostorskih načrtih načrtujejo način izrabe svojega prostora. Občine so se združile, občine so videle, da je tukaj prednost tudi za njih in potem je pa seveda država na drugi strani pomagala, da smo lahko ta postopek pripeljali skupaj do konca z potrditvijo tudi pri UNESCO. Zanimalo nas je, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Mislim, da tako kot je že minister rekel, izvajajo se ukrepi, ki jih imamo skozi že razglasena območja, to je Natura 2000 v prvi vrsti ali pa ekološko pomembna območja. Kaj bo naslednji korak, je mislim, da tudi gospod Jaklinč v predstavitvi rekel, tukaj se oblikuje obmursko razvojno partnerstvo in skozi to se bodo oblikovali na eni strani kako z razvojem, kaj bomo tukaj prioritetno delali oziroma mislim, da to je tudi bolj za župane, kjer so tiste projekte, ki jih bojo oni tudi sami videli kot prioritetne. Eden od projektov je bilo omenjeno ta kolesarska pot, ta bo povezovala 5 držav v bistvu in ta je namenjena tudi povezovanju 5 državnega biosfernega območja.
Po drugi strani je pa tudi tukaj samo akcijski plan, ki smo ga pripravili za ohranjanje tega območja. Tukaj predvsem govorimo o tem osrednjem delu, ki je varstveno namenjen. Kar se tiče samih razvojnih projektov, pa jaz mislim, da je tukaj vloga predvsem lokalnih skupnosti, občin, deležnikov na samem območju, da so tukaj aktivni in k temu prispevajo. Svoje mnenje je predstavil tudi eden vodilnih pri UNESCO. What does it mean, a new biosphere reserve for Slovenia? What does it mean to continue be an active partner in this world network of biosphere reserves? I think, as the Minister already said very clearly, right now don't expect radical changes with this. This is a designation that has been elaborated by the 16 municipalities in quite some time. So the protected areas are established, the buffer zones are established, the transition area is there. But it means that this area, this Mura River area, becomes part of an international network, that you can get easy access to all the knowledge that is in and around this network. You can get access to it, but you can also give knowledge to the network. This is not a one-way lane, this is a two-way lane. So talking on the scientific community, talking on in the country, development of the country. We know right now, and we have figures and evidence on that, for example, tourism is a big income source. Right now, tourism is a lot focusing on coastal areas, on beach tourism in summer. But in a country, there is more than that. There is enormously more than that. There is culture. There is all the presentations of what a country as a total has elaborated. Cultural places, the food, the discovery of a country. It's for tourism so important. And the Biosphere Reserve, and we have it seen in many, many countries, is a tool to bring, let's say, normal coastal tourists to visit the entire country. Because it's a label. It's a label, a prestige label, that brings a focus, brings a spotlight on an area. This for Slovenia. Now talking about the area around 5 countries. This is this could be an international designation that could really bring the entire area on the spotlight. If it happens, it's the first 5-nation biosphere reserve ever. So you can imagine this is a major achievement. Omenjeno biosferno območje namreč poleg Slovenije vključuje še območja Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Srbije.